Petkovo jutro je ponovno minilo v družbi ustvarjalcev filmov, ki smo si jih ogledali sinoči. Pogovor smo začeli z Goranom Vojnovićem, ki je na velika platna spravil svojo knjižno uspešnico Čefurji Raus. Nekaj več pa smo izvedeli tudi o igralcih Benjaminu Krnetiću, Dinu Hajderoviću in Ivanu Pašaliću, ki so predstavljali Marka, Aca in Adija. Na to so besedo dobili ustvarjalci lani spregledanega filma Mož s krokarjem, Sonja Prosenc, Miloš Kalušek in Mitja Ličen. Kar popotnika pa so predstavili Matjaž Ivanišin, Nebojša Pop Tošič in Đorđe Legen. Zadnji krov sta pojedla montažer Miloš Kalusek in Marko Brecelj, o katerem je režiser Janez Burger posnel dokumentarec Priletni parazit ali Kdo je Marko Brecelj. Današnji čefuri oziroma jutrišnji čefuri najbrž ne bodo več potomci Bosancev, Srbov, Hrvatov in tako naprej, ampak bodo potomci Kitajcev, Afričanov in te ne bodo mogli tako menjati in izbirati, tako kot mogoče lahko zdaj te elefantje tukaj, ki se lahko delajo Slovence. Oni bodo pač na videz toliko drugačni, da bodo pač ujeti v to svoje čefurstvo. In zdaj, a bo to za njih en fajn moment, popkulturen moment, tak trend, to jaz malo dvomim, no. Meni mami prekosilo prav, glej, za Čefurje Raus iščejo vlogo, pojdi pogledati. In jaz grem na net ves vesel in vidim, iščemo 4 like, od 17 do 22 let stare. In jaz ko, Madonna, jaz sem 32. Kaj pa zdaj? Tako razmišljam, pa sej, itak mi punce dajo tako 25-24, če se zrihtam, pa to, pa kako bo oni vedeli, koliko sem jaz star. Malo se bom bril, malo strigel, prišel trenerki, malo zabasov, nasmejil jih, pa po. In točno tako je bilo, jaz sem prišel tja, koliko star 22. In pa je bil prvi krog, čeprav jaz sem vedel, da bom jaz Aco, že prej sem prišel, sem rekel, jaz sem Aco konc. Malo čuden bilo, ko sem prišel drug krog za Marko, to pa Aco, tam sem rekel, jaz Marko Šarkaš, pa to, jaz sem balon huligan varianta. Antitalent sem drugače za basket. Upam, da se to ne pozna preveč v filmu. Ne, niti ne. On me skozi me zabava med projekcijo, kao, fuck, koliko si slabo ovdje, kao. In kdo je dejansko metal tisti koš, kdo je dal? Just. Koliko krat si probal? Večkrat, dobro. Beno to znanje košarke se nekako takole postavil v zadnje, na kar smo ga tam enkrat smo že začeli snemati, sem rekel, pa smo bili glih na igrišču, sem rekel, daj ti vrš na koš, ne. In pa je vrgel na koš, ne. In pa me je malo zaskrbel, ne. Film bo v kinih 3. oktobra, 2. oktobra je premiera, 3. oktobra gre v kina. Načeloma smo tudi zmenjeni za distribucijo Hrvaška, Bosna, Srbija. Ja, mi smo se probali s tem, na kak način je film strukturiran, približati temu oziroma nekako posredovati sam en občutek, kdo je tisti, kar bil. Zato se tudi nismo osredotočali na neko faktografijo. Vsak si lahko prebere na internetu, kje se je rodil, kdaj se je rodil, kam je hodil v šolo, to nas ni zanimalo. Ampak smo s to formo probali nekako gledalca potopiti v ta njegov svet, ki pa ni bil sam prosektura, on je bil tudi veseljak. Za te atmosferske prizore je bilo itak, se mi zdi, da kar logično, da uporabimo za referenco Tisnikarjeve slike. Dilema je bila pri intervjujih. Nismo hoteli narediti samo običajne intervjuje in smo se pol Sonjo zmenili, da jih bomo vlekli ven s toplo lučjo, da jih ne čist potopimo v Tisnikarja, da jih malo potegnemo ven iz tega, naredimo to neko rahlo distanco. Ključna zadeva v bistvu je tukaj ta Aulič, Damir Aulič, ki ima danes koncert, ki v bistvu daje temu filmu v bistvu to meditativnen položaj, v bistvu ta težko ima Tisnikar v teh svojih slikah. Ker pa seveda, ko sva s Karpom govorila, ker je on pač človek pravil, omejitev in raznih potegavščin, je takoj postavil eno pravilo in sicer, da se pač on v tem filmu ne pojavi, ne v sliki, ne v zvoku. Mi smo pol to pravilo seveda sprejeli in poskušali znotraj tega narediti portret avtorja, ki se v filmu ne pojavi. No in na ta način smo pol vzeli ta en film Imam jednu kuću, ki je na nek način, se mi zdi, prezrt v celem opusu Karpa Godine in
Znotraj tega filma smo si pol postavili mi pač svoja mala pravila, da smo šli iskati pač te prostore, lokacije, ljudi, nabirati pač zgodbe o teh ljudeh in si poskušati s pomočjo njih potem predstavljati potovanje tega mladega filmarja. Ne. Smo pač potovali od vasi do vasi, kazali posnetke in spraševali, če kdo morda koga pozna, če ve, kje bi lahko bilo to posneto. Ne. In potem, ko je Matjaž prinesel resnične okoliščine ali pa dejstva nekaj glede teh ljudi, v bistvu se je lepo vklopilo. In na določenih mestih v bistvu je bilo, ne vem, ena zelo lepa ugotovitev v bistvu, da če vse skupaj sklopiš v eno zgodbo, to že postaja poezija. Mislim, zgodba o nekem življenju je že poetična. Sama dejstva, informacije, kako je nek človek živel, v bistvu je vse skupaj zelo poetično. Ne? Osnovni namen pa je bil ta, ne, da pokažemo, ne, kako je legenda slovenskega filma Karpo Godina bil sposoben prenesti to dušo vojvodinsko v ta naš kulturni prostor in je tudi njegovo delo bilo izjemno sprejeto in razumljeno kot tako. Ne. On se je v 3 mesecih montaže mislim, da je shujšal enih precej kil, on se je precej poduhoval, ta Janez Burger, in seveda na koncu je imel Brestov poln kufer. Je bil tako prepojen z Brestovem, da je bil odstotek breslina v krvi nadnormalno. Tako kot tisti, ki jih 4 ali 5 odstotki napihnejo balonček, ne mislim 4-5 promili. In je bila sreča, da Marko pač en komad ne znal odpeti, ne? In na tem smo zgradili cel film, ne? Ki je pač konce, kako pride za to Ariano, ne? Z Burgmanom, ko reče. In to je lepo, ne? Da se prepustijo, da pač kamera je prisotna, ne?